Lepo pozdravljeni. Spet je teden naokoli in spet je tu odmev tedna. Tokrat seveda posebna oddaja, danes je Veliki petek in imamo dva sogovornika. Z nami je tule najprej ob meni dr. Federico Potočnik, infektolog v bolnišnici Celje. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. In novinarski kolega, komentator Nenad Gliks. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav obema. Torej, Nenad Gliks, začnimo zdaj s tem velikim petkom. Torej, katoličani se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu in zdaj ta veliki petek bo en velik del Slovenije prav tako mogoče trpel. Namreč Janez Janša bo izvedel za obsodbo v zadevi Trenta. Torej, kako lahko komentiramo to, da točno na veliki petek, a je to predrzno? Zaenkrat še ne vemo, zdaj ali bo obsojen ali ne bo obsojen. Mislim, da bo ta oddaja šla naknadno. Vsekakor bo en del Slovenije trpel. Če bo obsojen, bo trpel tisti del, ki ga podpira, če ne bo obsojen, pa mogoče drugi del. Čeprav ta zadeva se vsekakor v nobenem primeru danes še ne bo končala. Kakršnakoli bo že sodba, se bo nekdo pritožil, ali obramba ali pa tožilstvo. Tako da ali bo obsojen, povsem mogoče, da bo, možno je tudi, da ne bo, ampak že ves proces v bistvu stoji na zelo trhlih temeljih, oziroma več indicev kaže, da tukaj sploh ni primera, zaradi tega, ker vse skupaj temelji na nekih cenitvah tega posestva, ki ga je Janša leta 2005 prodal, in za tožilstvo je sporno, ker naj bi ga firma Imos kupila za previsoko ceno, s čimer naj bi direktor te firme Imos, gospod Kastelic, ki je prvo obtoženi, storil zlorabo položaja, Janša pa pomoč pri tem. In ta cena v bistvu je dala, recimo ena sodna cenilka ceno 17.000 evrov. Ko je šel Imos v stečaj 9 let za tem nakupom, tako da nepovezano s tem, iz stečajne mase je šlo to posestvo tudi na dražbo in je bilo prodano za 127.000 evrov na dražbi. Ko vemo, da se v stečaju ponavadi na teh dražbah za nižjo ceno kot sicer prodajajo nepremičnine. Tukaj je šlo pa za 17.000, po mnenju sodne cenilke, za 127.000 pa pol dejansko prodano. Že to veliko pove. Ja, ampak recimo, zdaj, če gledamo samo idejo, imamo nekoga z neko nepremičnino, on je zasebna fizična oseba, privatnik, tako kot vsi mi tule. In potem on to nepremičnino pač kupil jo je recimo za 100, prodajo za 200. Mi smo v tržnem gospodarstvu in prodal je neki privatni firmi, proračun sploh ni bil oškodovan. To se pravi, dve privatni osebi, ena fizična in ena pravna, skleneta posel na trgu, vsaka pač oceni, po koliko bo to prodala in kupila. In zdaj mi povejte, kaj je tukaj narobe? Mi smo v tržnem gospodarstvu, to se pravi, gremo v Severno Korejo, da bo zdaj vsak, ki bo prodal nepremičnino dražje, kot jo je kupil, za 2 leti v zaporu, ali kako? Mislim, da to ne velja v očeh tožilstva za vsakega, ampak velja za Janeza Janšo, da tega ne sme storiti. To po mnogih stvareh ta proces spominja na proces Patria, pri čemer se proces Trenta vleče še bistveno dlje. Tako da kot veliko kazalcev je, da gre tudi tukaj v bistvu za politično zlorabo pravosodja, kot je šlo v primeru Patria. Ja. No pa poglejmo, kako je Janez Janša to komentiral zdaj ta teden pred celjskim sodiščem. Pomoč vam ponesel to hišno številko Stonderjeve domačije v Trenti. To je posestvo, ki je bilo takrat prodano. Zdaj se pa v bistvu 15 ali 20 let govori o nekih ničvrednih parcelah. In v poročilih, ki jih večina medijev kaže, se vidijo zadaj ruševine, ki so nastale kasneje, ne pa takrat, ko je bila domačija prodana. In s tem se pomaga tožilstvu, ustvarja tudi tisto, da je šlo za nek ničvreden posel. Presumno, da to vsaj po prvem delu zaključka te sage
ob zaključku prvega dela te sage pač realna informacija prišla do slovenske javnosti. Torej, hišno številko pridobi hiša in parcela je potem zazidljiva, če je hišna številka. Jaz ne vem, se ni parcela, nezazidljiva parcela dobila hišne številke. Jaz sem bral, da je seveda na tej nekdanji kmetiji, kjer so ti objekti, možna nadomestna gradnja. Ne? Ja, absolutno. Pri čemer gre dejansko za elitno lokacijo v Triglavskem narodnem parku ob reki Soči, tako da zagotovo to posestvo, če bi šlo danes na trg, bi bilo verjetno precej več, doseglo precej višja cena. Ampak kako si lahko razlagamo, torej Janez Janša govori tu o medijih, ne? Mediji spremljajo to zadevo zdaj že skoraj 20 let, ves čas seveda v škodo Janeza Janše, tako kot pravi sam. Kaj se dogaja s tem medijskim prostorom v Sloveniji? Ja, precej anomalije v medijskem prostoru, ne, vi veste, ker ste delali desetletja v medijih. Greva tudi za to, recimo, ne pa vsi mediji, naprimer časnik Finance je pa pred leti objavil svojo analizo, za kakšen denar so bile v tistem času prodajane podobne nepremičnine na tem območju. In so ugotovili, da po ceni, glede na ceno, Janševa ni po ničemer odstopala. To pomeni, ni šlo za neko previsoko ceno. Ne? Ampak v tem absurdnem procesu, ne, pravzaprav gre za to, da mi s to razsodbo, sploh že s tem procesom samim, se ne vemo, zdaj, ko se pogovarjamo še, kakšna bo ta razsodba, pač menda 2 leti zapora, recimo. Tožilstvo terja 2 leti. 2 leti zapora za prva 2 udeleženca. Kar je natanko toliko, kot je bil Janša obsojen v zadevi Patria. In seveda toliko je tudi do volitev, praktično leto pa pol leto, in gre pravzaprav za volitve. Ne? Ampak glejte, takole je zdaj tudi, recimo, 2 kolega sta komentirala, da gre pravzaprav za napad na demokracijo, ker če zdaj dovolimo, da je nekdo, ki ga ne maramo, obsojen na 2 leti zapora, ker je prodal nepremičnino dražje, kot jo kupil, to se lahko zgodi vsakemu med nami. Ne? To pravzaprav ni v redu z tega vidika, pravnega vidika, ker rušimo državo Slovenije in pravno državo. Poglejmo, kaj sta povedala gospod Kadič in gospod Gregorčič. Jaz bi pri tej zadevi s tem zadnjim, to zaprav Trentov, upozoril še enkrat na to, ne, da tukaj se nekdo igra z usodo v resnici nekega naroda. Ne. Ti si rekel prej, Janša pač, ne vem, ima 25% sledilcev, v resnici on vpliva na polovico na nek način, to se pravi aktivno, pasivno pa na 100%. Zato, ker eni so za, eni so pa proti. Razumem, ne. Ampak hočem reči, ne, da imamo upravka z neko strukturo ljudi, kateri v resnici nimajo, kako bi rekel, Slovenije v prvem planu. Ne? Imajo v planu zgolj in izključno neke svoje parcialne interese. Pa ne bom sodil zdaj, na kater pol, pa komu kdo točno paše. Ne? Ampak mi se tukaj igramo z nečem, kar med vrsticami lahko neposredno poziva tudi k, kako bi rekel, precej zanimivem razvoju dogodkov. Pa še nekaj bi dodal, ne? In omogoča določenim politikom, ki jim to tudi politično koristi, da imenujejo pravosodje za krivosodje, ne? S tem degradirajo pomen institucije, ker moramo eno stvar vedeti. Vsak sodnik ima ime in priimek. In niso vsi sodniki v pravosodju slabi. Je pa res, da v demokraciji mora institucija, tako kot si preko z osebo, samo spostaviti svojo avtoriteto in se pravi sodniški svet oziroma sodniška srenja se bo morala sama očistiti in te posameznike zmetati sistema, da bo prišla do ugleda. Ugled sodstva je pa ključen. Brez tega vi nimate demokracije, imate samo totalitarizem, ne? Ker imate nekoga, ki sodstvo zlorablja za avtoritarne namene, imate nekoga, ki reče, da je vse krivosodje in zopet zlorablja to posploševanje, ne, zato da pač vlada za nekim populizmom. Ne? In to je za našo državo izjemno slabo in zato smo mi tam, kjer smo, tonemo. No, seveda, kolega Gliks, kako se lahko pravosodje očisti? Ne? Kako bi lahko izpeljali to, kar je rekel dr. Gregorčič? Očiščenje pravosodja bi se v veliki meri moralo zgoditi že pred več kot 3 desetletji, ko smo prišli pač iz diktature v demokracijo in takrat en kup sodnikov, ki je
sodil v prejšnjem režimu in na način, da je kršil človekove pravice, bi se moral posloviti iz sodniških vrst, pa se to ni zgodilo. Ne. Tako da se nam to vleče že vse od takrat naprej, potem pridajo na vrh sodstva razni liki, kot je recimo Branko Masleša, pa potem njegov naslednik Florjančič, pa sedaj Miodrag Đorđević. Torej, to kaže, rekel, ta najbolj vplivni del sodstva, ne, je izredno problematičen. Tako da, jaz sem prepričan, da veliko sodnikov, tako na prvi stopnji, pa tudi na višjih, ne, tudi na Vrhovnem sodišču, svoje delo opravlja profesionalno, z integriteto, ampak v določenih zelo politično pomembnih zadevah, ki imajo tudi političen učinek, pa se potem pokaže v bistvu, da tukaj ne gre samo za pravo. Torej, da se ne sodi samo po pravu, ampak da se ima različne kriterije. Spomnil bi samo na mnoge postopke zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki pa vemo, da ima praktično imuniteto na sodišču. Torej tudi ta odločitev, da zdaj strnemo ta prvi del, tale prvi blok, tudi ta odločitev, da je to prav na Veliki petek povedana ta razsodba, a ne, in to je tudi politično, to je majčkeno nesramno, ne, to je pljunek na krščanski praznik. Res je nenavadno naključje, ne? Da ravno na Veliki petek se je sodnica napovedala razsodbo. Dobro, zdaj gremo naprej. Torej, ta teden se je mogoče, da bi zakrila to sodbo, mogoče, ne vemo, ne, če verjamemo temu, kar govorijo o globoki državi, pa odkrila neka druga afera, in to je afera, da je predsednik vlade, dr. Robert Golob, dopustoval pri bogatem Slovencu, gospodu Subotiću. Zdaj, kaj si lahko mislimo o vsem tem? Namreč spremljevalka Goloba, Tina Gaber, pri Subotiću, pa še neka prijateljica, in seveda je velika debata se razkrila in odprla, ali gre zdaj tu za korupcijo, zato ker je potem predsednik vlade imenoval dr. Subotića v nadzorne svete nekaterih bolnišnic. Še več kot to, tudi druge povezave so odkrili. Kaj vi mislite, doktor Potočnik? Jaz mislim, da je ta afera, ki se je zgodila s predsednikom vlade, izjemne velikosti. Pometa se pod preprogo, ali pa poskuša se pometati pod preprogo, ampak mislim, da je najbolj pomembna afera, ki se je zgodila v zadnjem času. Njemu se te afere, mislim, bomo rekli, dogajajo zaradi, to je tisto, kar vidimo, vprašanje, če se vsega ne vidimo. Ampak to, da greš k nekomu, k prijatelju na vikend, to ni problematično. Mislim, ta razlaga, ki se jo zdaj gre Svoboda, da ja, to sta prijatelji, mu je posodil vikend, to načeloma ni problematično. Ampak to je neka razlaga za tisto, kar se je odkrilo. Ko se pa začne gledati, kaj je v ozadju, ne, kako ta silno dober prijatelj se poznata 2 leti, ali koliko. In v tem času je ta silno dober prijatelj očitno uspel pod to vlado na način, ki mogoče pod drugo vlado ali pa v drugačnih pogojih ne bi. Absolutno so postavili vprašanje korupcije, ki je bilo rečeno, da je že videz korupcije zelo problematičen. KPK je tudi seveda začel svoj postopek. Mislim, da je tukaj zelo zrela točka, ena od mnogih sicer v tem mandatu, kjer bi moral premier zelo, zelo resno razmisliti in potem odstopiti. No, gospod Subotić je seveda eden bogatejših, ne vemo, ali je najbogatejši, se ne poznamo vsega premoženja, eden bogatejših Slovencev, vendarle se je namigovalo pri razkritju te zgodbe, da je pravzaprav bolnišnica Celje, kjer ste vi seveda v službi, pa o tem ne boste rekli nič, ne morete o tem govoriti, ampak vendarle plačevala neke odvetniške storitve, torej je šlo za nek preplet nekih aktivnosti, ki bi lahko kazale na sum korupcije, kolega Gliks. Ja, mediji, ne, tukaj je bil prvi Pop TV, je razkril, ne, da potem, ko je prišel v svet Zavoda Splošne bolnišnice Celje Subotić, da je potem začela dobivati velike posle
s to bolnišnico odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki je hkrati tudi torej zastopnica torej zasebno, ne, gospoda Subotiča. Ne. Tukaj so tudi nenavadna naključja. Pri čemer recimo tukaj v zvezi z tem prijateljstvom. Ne. Torej ona dva zdaj razlagata, sta prijatelja. To dopustovanje se je dogajalo v letu 2023. Ne. Če se štejemo vse tiste dni, mislim, da je bilo tam en teden, 10 dni, ne, tako da v eni obmorski vili v Istri bi to zagotovo zneslo nekaj tisoč evrov, ne, torej to dopustovanje. In potem mislim, da pri drugem dopustovanju, takoj po koncu tega, je sam Golob poslal SMS Subotiču, če bi se lahko dobila, in sta se, to je bilo takrat, kot kaže, sta se dobila, in potem naslednji dan je bil Subotič imenovan v svet psihiatrične klinike v Ljubljani. Ne. Zdaj, kdo verjame, da je bilo to naključje ali je šlo po prijateljski liniji, in potem so tudi razkrili, torej vlada zdaj noče razkriti, kako je glasoval Golob ob tem imenovanju Subotiča. Ne. Ja. Torej, če sta res prijatelja, kot oni zdaj poudarjajo, bi se moral pri glasovanju izločiti. Ne. In to prikrivajo zdaj novinarjem. Ne. Ni pa čistko, recimo, da bi mediji to stvar dajali pod preprogo, ker ravno Pop TV, ki je najmočnejši medij v Sloveniji, je to zgodbo odprl in že ves teden to kurijo naprej, kar kaže na to, da so mogoče tudi tu neka ozadja, ne? Zakaj mogoče pa nekdo hoče oslabiti gospoda Goloba na ta način. No in poglejmo zdaj, kako se predsednik vlade izogiba prav novinarki te televizije, ki jo omenjate. Gospod Golob, moramo vas ostaviti. Zakaj ne želite odgovarjati na vprašanja povezana z vašim dopustovanjem pri gospodu Subotiču, ki ga je vaša vlada imenovala v 2 sveta bolnišnic? Pod vašim vodstvom je bil namreč imenovan v svet zavod. Glejte, danes smo podpisali pokojninsko reformo. Jaz razumem, da bojo zdaj napadi name, osebni, šli v vse različne smeri in tisto, kar je pa pomembno za ljudi, ni to, s katerim prijateljem sem jaz, kateri vikend. Je pomembno, kaj ta vlada dela. Bi si želel, da bi temu posvetili več časa. Ampak vi ste funkcionar najvišje izvršilne veje oblasti, seveda je pomembno, ne? Če hodite k nekomu, ki ga potem imenujete v svet zavodov bolnišnic. To je popolnoma nepovezano in še enkrat, imam dosti znancev, čez vikend preživim z marsikom, to je vse. Izvolite, ste želeli komentirati. Pri tem se vidi, kako je premier jezen, kako mu ni všeč, kako ni vajen novinarstva, ki postavlja neprijetna vprašanja. On je prišel na oblast z zelo prijetnim medijskim milijem. Tako, in če se spomnite, nekaj mesecev pred volitvami, mi smo gledali reklame na vseh medijih o GEN-I-ju, o monopolnem podjetju, ki se ne rabi oglaševati. Ne? Ampak oglaševal je v medijih, ki so potem zelo lepo o njem govorili. Ne? To se meni že takrat zdi sporno, ker to je vendarle državno podjetje. Ne? In zdaj se gleda, da so se nekateri obrnili proti njemu in to mu nič ni všeč. Jaz mislim, da je to, kar smo videli, meni je nerodno, njemu bi moralo biti 100-krat bolj, tak odnos do novinarstva je nesprejemljiv, predvsem pa mene zdaj še bolj zanima, kaj stoji zadaj. Katero vprašanje bi morali drugi novinari tudi postaviti, pa premier noče odgovoriti. Torej, ali tudi vi mislite, da nekakšna globoka država spodkopava zdaj Roberta Goloba, da bi ustvarila nek nov stari obraz? Ja, to je zdaj moje samo razmišljanje ob tem, ampak gledati nekoga, ki je tako narcisoiden, ker tako gospod Golob izgleda, verjetno se je želel upreti tem starim silam in narediti sebe kot novo silo. Ne? In zgleda, da se tukaj te centri moči nekako tepe med seboj. Se mi pa zdi še ena stvar, ki jo je povedal, da bi se morali skoncentrirati na to, kaj je ta vlada
naredila, to je tudi povedal novinarki. In mislim, da tudi to je pomembno, ker ni samo tisto, kar se v globoki državi kregajo za primat, ampak kaj je ta vlada naredila in do zdaj je bila sama škoda. Jaz mislim, da to škodo bomo kar nekaj let sanirali in tudi predvsem v zdravstvu, odkoder prihajam. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da si te stvari zapomnimo za takrat, ko bo treba račune plačevati, da jih bomo vedeli, komu pošiljati. Če bo odpiral pošto. Dobro, zdaj poglejmo ta etični vidik oziroma ta konflikt interesa. Kaj je povedal Rajko Pirnat o predsedniku vlade? Vsaka korist seboj potegne nek dolg. In to je tisto, celo če ni zares nobene koristi dal Subotiću, pa dobro, ta imenovanja, ker itak niso ne vem kaj. Ampak problem je ustvarjanje videza, to, kar je predsednik vlade in njegova partnerka, kar sta prejela s tem, da sta bivala v njegovi vili, je neka vrednost in ta vrednost je darilo, ki je verjetno kar precej vredno glede na večje število teh obiskov. Ja, kolega Gliks, ne. Slišali smo tudi na eni od televizij poslanca Gibanja Svoboda, Žavbija, da v bistvu, mislim, to je res nekaj posebnega, takega stališča še nisem slišala, da v bistvu pravzaprav Subotić nima registrirane dejavnosti za oddajanje sob, ni sobodajalec in zato praktično ni bilo nobene koristi. Ni mogel Golob nič plačati. Če pa bi plačal, bi pa delal na črno ali na sivo ekonomijo, bi spodbujal. Subotić nima registrirane dejavnosti za oddajanje sob, ne? Očitno pa je imel v času te vlade registrirano dejavnost za imenovanje v svete javnih zavodov, ne? Pričemer tukaj pri svetih javnih zavodov in to tako velikih, ne, pomembnih, ne gre za to, koliko ti dobiš sejnine na mesec, kar je skušal pozornost preusmeriti poslanec Žavbi, ampak gre za to, da v bistvu imaš ti nekako kontrolo nad porabo javnega denarja, ne, v teh zavodih, če si v svetu. Tako da to niso tako nepomembne funkcije, pri čemer so novinarji zdaj razkrili tudi, da je kmalu po tistem, ko je Subotić postal, ko je bil imenovan v svet zavoda bolnišnice Celje, njegov nečak bil tam pač zaposlen, mislim, da v službo za nabavo, pri čemer so pač v bolnišnici ugotovili, da je bil najboljši od 54 kandidatov, ne. To je spet eno zanimivo naključje. No, zanimivo je še nekaj, da v bistvu nihče ne problematizira tega, namreč videli smo izpise iz teh SMS mobilnih sporočil, ne, in menda, da je to zbirala nekdanja žena gospoda Subotića, kar je v meni res ustvarilo eno vprašanje, pa v kakšnih odnosih zdaj živimo, ta hip v Sloveniji, da si ti z nekom poročen, mislim, se to zdaj, to je moje osebno mnenje, pa že izbiraš neke stvari, neke dokaze za očrniti tega svojega partnerja, to je pa tudi nenavadno. Imate vi kakšen komentar na to? Jaz mislim, da je osebno življenje ljudi v Sloveniji se v zadnjih, kako ne rečem, jaz sem živel v 4 državah zdaj, ne, in vidim, kakšni so odnosi med ljudmi v vsakem okolju, ali pa poskušaš nekako razumeti okolje, v katerem živiš. In se mi zdi, da so v Sloveniji medosebni odnosi se zelo poslabšali, oziroma kvaliteta teh odnosov se je zelo slabšala. Prihajamo iz enega sistema, ki je bil zelo totalitarni, ki je zelo onemogočal odnose med ljudmi, recimo to so bili boji proti družini, zdaj družina je nekaj skoraj bogokletnega, so boji proti spolu, da sovražiš lasten spol, moraš sovražiti lasten narod. Skratka, vse te vezi, ki nas kot skupnost nekako držijo skupaj, je predvsem strani skrajne levice zaničevano. Oziroma, in jaz mislim, da je to imelo zelo velik vpliv na to, da danes recimo nimamo otrok, mi imamo izjemno malo otrok, mi imamo zelo malo parov, ki se poročajo. In tisti, ki se poročajo, velikokrat imajo že otroke. Skratka, malo smo se izgubili v tem družinskem, pa v tem osebnostnem razvoju, ki pripelje tudi do nekega skupnega življenja.
ki se odraža tudi v takih stvarih. Sicer pa mene nekaj drugega tukaj preseneča, mi da misliti, in sicer mi smo o tem izvedeli zato, ker je njegova žena dala te SMS-e ven. Za koliko SMS-ov, z koliko ljudmi mi ne izvemo, koliko stvari gre mimo nas, zato ker je država tako vseobsegajoča, tako povsod, tako velika, da upravlja z vsem. Mi se moramo naučiti, da bi morala biti država manjša, manjši davki, in da bi ljudje sami se dogovarjali, kaj delamo. Država ima preveliko moč in to moč, kot vidimo, zlorablja. Kolega Gliks, ali je objava nekih SMS sporočil sploh kazniva oziroma dovoljena ali zakonita? To ne vem, zdaj tukaj je šlo za sporočila, ki jih je nekdo, zdaj ne vem, ali je bila to žena, dal ven, ne? Ampak to ne vem, to je zdaj stvar za, če bo on prijavil to, naprimer, ne, da je to poseg v zasebnost komunikacije in tako naprej. Ampak v takih primerih, ne, ko gre za zlorabo oblasti, ali pa če bi, ne vem, jaz imel dostop do kakšnih SMS-ov, ki bi kazali na kaznivo dejanje od nekoga, na korupcijo, jasno, da bi to dal ven, ne, kot novinar. Zaradi tega, ker je tukaj javni interes, mislim, da večji, kot je pa pravica do zasebnosti komunikacije tiste osebe. Tako da treba je gledati od primera do primera. Dobro, je vas kaj presenetilo v tej zgodbi? V bistvu vedno znova preseneča ta stopnja arogance pri premierju. Tukaj se je pa še dodatno pokazalo, v bistvu, kako on res, kot ste omenili, kako nastopa do novinarjev, ki postavljajo neprijetna vprašanja. Torej navajanje, da novinarji ali ne postavljajo vprašanj, ali pa če že postavljajo, da niso neprijetna, ko je pa soočen z neprijetnimi, pa postane pač tudi zaradi svoje osebnosti zelo neugoden, živčen, aroganten, kar pomeni, če bi mediji v Sloveniji vsi opravljali to svojo vlogo kritike oblasti in na ta način, kot je ta novinarka nastopala do Goloba, mislim, da bi že velikokrat videli, kako gospod Golob izgubi živce ob takih dogodkih. No, seveda s to koalicijo in pa predvsem stranko Levica ni več zadovoljen niti Miha Kordiš. On je izstopil iz poslanske skupine Levice. Torej ta slovenski Che Guevara zdaj ni več v Levici. Ali si lahko obeta več volilnih glasov zaradi tega? En del glasov, ki jih je prej imela Levica, gotovo, ne. Zdaj mislim, da ti glasovi po moji ceni ne bodo zadoščali, da bi prišel v parlament, ne, če bo ustanovil pač svojo stranko. Pri čemer pa zna biti gospod Kordiš tudi zelo koristen, ker lahko pa odtegne ravno toliko glasov Levici, da tudi ta ne bo prišla več v parlament, ne, ker se je izkazalo, da je to ena od najbolj škodljivih strank v zgodovini slovenske demokracije. In žal prav ta stranka, ki je komaj prišla v parlament, nekako daje ta ideološki predznak sedanje vlade. Torej ne samo na besedah, ampak tudi na dejanjih, kot je se pokazalo ravno v primeru te tako imenovane zdravstvene reforme. Ne. Doktor Potočnik, torej Levica dirigira in dela to škodo, o kateri ste prej govorili. Najprej, jaz mislim, da Levica ne spada v demokratični prostor. To je skrajno leva stranka, skrajnosti ne spadajo v ta prostor in mislim, da morajo biti volivci dovolj pri sebi, da sami izločijo take stranke ven iz parlamenta, da jih zbrcajo tja, kamor spadajo. Zdaj, to, kar vidimo zdaj tokrat s Kordišem, to je klasičen trik in mislim, da je prav, da ljudje, ki nas gledajo, razumejo, da ni samo to, da je nekdo nezadovoljen in izstopi. To gledamo že kar nekaj let na skrajno levem polu. Zato, ker to so popolnoma nesprejemljive protiustavna stališča, to nekako normalizirajo tako, da vsakih nekaj let
neka skupinica se izloči in gre ustanoviti novo, bolj levo stranko. To smo že videli in zdaj iz levice še malo bolj levo, potem bo naredil stranko, čez par let bo nek norc iz te stranke šel še malo bolj levo. Zato, ker tako počasi normalizirajo in širijo ta prostor bolj skrajno levo. To mislim, da ne smemo na ta trik padati. To so vse skrajnosti, ki ne spadajo v nek demokratičen diskurs. Mislim, da kaj s tem delajo? Oni premikajo sredino proti levi. A ne kar naenkrat neka skrajno leva stranka, ki bi podjetnike z bajoneti sterala v morje, se kar naenkrat sedi v parlamentu in odloča o stvarih, kako bomo mi živeli. Prošem. A ne, mi smo zašli v neke skrajnosti, ki neka normalna država jih nikoli ne bi spustila zraven. Tako da ne smemo padati na te izjavice, moramo gledati, kaj je v ozadju in kakšni so podnapisi. Tukaj premikajo celoten političen prostor bolj na levo. Koliko let mi že nimamo bolj desne stranke od teh, ki že so? Nimamo. Prostor na desni se bori za obstanek. Medtem ko pa na levici poskušajo, da bo rekli, da je levica ker je ena sredinska stranka. To absolutno ne smemo na to pristati. No in tudi to, kar se dogaja v parlamentu, da nimo je že na meji tega sprijenosti. Ne? Zdaj predsednik preiskovalne komisije Aleš Rezar v bistvu blokira zaslišanje Roberta Goloba, ko bi pač ga vprašali, da se je vmešaval v delo policije. Celo več, ne, sprejeli so neko začasno poročilo, ne da bi sploh vprašali glavnega igralca v tej zgodbi. Ne. Kaj si lahko mislimo, gospod Gliks? Da je to farsa. Da ti daš preiskovalno komisijo, ki bo preiskovala premiera zaradi očitkov vmešavanja v delo policije, torej na kadrovanje, pritiski na nekdanjo notranjo ministrico, kako naj se kadruje v policiji, kar je popolnoma nesprejemljivo se strani premiera, tega noben takih pooblasti premijer nima. In potem daš tako komisijo v roke poslancu Gibanja Svobode, torej da bo on preiskoval svojega lastnega predsednika. Ne. Ta predsednik stranke je pa, torej Golob, je pa takrat, ko je ta afera izbruhnila, ne, vehementno zatrjeval pred celotno javnostjo, kako bo on prišel v državni zbor, kako bo vse razložil, ne, kako bo vse razkril, da tisto, kar trdi nekdanja notranja ministrica, ne drži. Torej zdaj, ko bi pa moral priti, ne, je pa naročil seveda Rezarju, da naj se to ne zgodi. Ne. On se je celo veselil. On je rekel, da bo z veseljem vse razložil. Ta njegova veselost je nekje izparela vmes, očitno. Kako dolgo bo tole še trajalo? Ne? Mislim, kako dejansko imajo večino v parlamentu in lahko delajo vse, kar želijo, ne? In to delajo zato, ker lahko to počnejo, ampak vendarle se mi zdi, da ta kredibilnost malce pada tudi med drugimi koalicijskimi strankami, ne? To jim škodi. Prej smo omenili poslanca Žavbija. Ja. On je eden mojih najljubših poslancev. Ker je ta mešanica nadutosti in neznanja je fenomenalna zato, da ljudje vidijo, kaj stoji za tem. Kaj v resnici stoji za temi ljudmi, ki jih nikjer ni bilo in kar naenkrat so dobili, kot da bi dobili, ne vem, par milijonov ali pa par milijard in zdaj pa lahko s tem počnejo, kar hočejo. Ta nadutost se vidi praktično pri vseh članih vlade, ki so bili pred volitvami velikokrat nekje popolnoma nepomembni. Tak, tihe ali pa in so imeli to srečo, ta nasmeh te koalicije, da so prišli na položaje, kjer se je pokazala njihova prava narava. In ta nadutost, ki jo povedo tudi ljudje, ki delajo v parlamentu ali pa v teh krogih, kako ljudje, ki so že celo življenje ali politiki ali pa povezani ali pa razumejo ustroj države, pristopajo z nekim spoštovanjem do drugih. Ta skupina teh novincev pa pridejo, kot da so zdaj oni kralji tega sveta in to obnašanje pri vodenju države absolutno je nesprejemljivo, ker pelje do takih ekscesov, kot jih vidimo pri tej vladi. Žal, dokler ne bomo mi nekaj drugega naredili, bomo morali to gledati. Jaz se bojim, da eno leto sigurno, več pa upam, da bodo ljudje dovolj teh žalbijo videli, da rečejo, da to ni stvar,
ki bi bila prihodnost za eno državo, kot smo mi. No, seveda, da je zdaj vrag vzel šalo, opozarjajo tudi gospodarstveniki. V Gospodarski zbornici Slovenije so se zbrali kar predstavniki več gospodarskih združenj, trgovinskega, MČM, ni da ni, vsi so povedali svoje. Torej, glavna ugotovitev je seveda prevelika obremenitev gospodarstva, gospodarstvo že šepa. Podjetja se selijo na Hrvaško, ker je zdaj že hrvaško okolje bolj konkurenčno, kar lahko seveda Slovenci z lahkoto naredimo. Namreč 100.000 Slovencev ima tam nepremičnine in zelo enostavno je sedež svojega SP ali pa firme preseliti na nek vikend v Istri in delaš od tam. Ne? In seveda je pa dejal tudi Blaž Brodnjak, v bistvu predsednik nadzornega sveta Združenja bank, ne pa kot direktor banke, da poleg pokojninske, zdravstvene in davčne reforme bi posebej omenil, tako pravi, tudi reformo sodnega sistema. To je zdaj tudi rdeča nit te naše zgodbe. Začeli smo s sodnim sistemom. Brez predvidljivega, transparentnega in poštenega sodnega sistema lahko namreč pozabimo na nadaljnji razvoj in dvig slovenske konkurenčnosti. Komentar, kolega Gliks. Predvsej gospodarskih družb iz tujine se izogiba Sloveniji ravno, torej ne samo zaradi visoke obdavčitve, ampak zaradi nedelovanja sodnega sistema oziroma zaradi slabega delovanja, ki se z vidika gospodarstva kaže v enormno dolgih sodnih postopkih. Torej, gospodarske družbe tukaj nimajo tiste pravne varnosti. Recimo, da te nekdo oškoduje, kot podjetje, drugo podjetje in potem, na primer, ti tožiš to podjetje, to lahko traja leta in leta, ne? In se ne zgodi nič. In tudi po teh mednarodnih lestvicah, ko se primerja konkurenčnost Slovenije, smo ravno pri sodstvu, torej pri predolgotrajnih postopkih, eni od najslabših. Ne? Tako da to je res, to gotovo gospod Brodnjak dobro ve, ko govori z ljudmi iz tujine, ki verjetno se zgražajo na tem. Ne nazadnje, začeli smo zgodbo Trenta, ne, tudi tu sta upeta dva direktorja, ki jo mrcvarijo po sodiščih že skoraj 20 let zaradi tega primera. Ne? Torej, to je res slab zgled. Povejte. Jaz mislim, da je tukaj en velik element in to je element strahu. Prevelik del slovenskega gospodarstva je povezan z državo. In zaradi tega si gospodarstveniki ne upajo spregovoriti. Jaz mislim, da je to eden večjih problemov, ki jih imamo, so tiho. Večji del Slovenije, takrat, ko so težave, je tiho, razen tistih nekih kolesarjev, ki so zelo ciljano aktivirani takrat, ko gre za zmanjševanje njihovih privilegijev. Preostali, ta del, produktivni del Slovenije in Slovencev, je tiho. Država se ruši, zdravstvo se ruši, so tiho. Tako da kakšen posvet, to je premalo. Vsi ti gospodarstveniki bi se mogli, imajo to moč, da vlado pripravijo do kakšnih sprememb. Tega ne delajo, svoje vloge ne izpolnjujo in potem posledice, pač so, če nisi za mizo, si na meniju. No in seveda najbrž bodo posledice, kolega Gliks, vi pokrivate tudi gospodarstvo in te teme gospodarske, recimo zdaj se obeta, da celo Turki menda odidejo in ne bodo končali te železnice. Kaj bo zdaj? Bomo izgubili evropska sredstva? Gre za to družbo Japi Markezi, ki gradi drugi tir, proge Divača-Koper. Ja, oni so se znašli v finančnih težavah. Ta turška firma, tudi menda imajo račune blokirane in je priletel turški minister za infrastrukturo, se je srečal z slovensko ministrico Bratuškovo in je dal zagotovila, da oni ostajajo na projektu in da ga bodo izvedli do konca. Tukaj v Sloveniji pa sodeluje pri tem projektu družba Kolektor, na nek način najbolj vplivna gradbena firma zdaj v Sloveniji, ki redno zmaguje na teh državnih razpisih. In potem je Bratuškova rekla, ja, sej
Kolektor in ta turška firma ni razdeljeno, koliko odstotkov kdo naredi. Ne. Meni je važno samo, da bo ta tir zgrajen do marca naslednje leto, kakor je po načrtih. Ne. Ja. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Bomo videli, če bo ta turški minister še na funkciji, ker dobro se veste, ministri gredo in kje so zdaj, koga potem držiš za besedo. Ja, lahko se nam zgodi, da izgubimo evropska sredstva, ker Kolektor, ki ste ga omenili, pač nima teh referenc, kot jih ima turška firma. Zato gre. Ne? Če gre stran, če odstopi ena firma z referencami, pač bomo morali vračati evropski denar. Kolektor je v tej igri, oni niso imeli nikakršnih referenc za take gradnje, ti Turki pa so imeli. Ne? In Kolektor je potreboval neko tako firmo, da pridejo v konzorcij, da oni dobijo posel. In potem so tudi dobili posel. Bile so v igri tudi več kitajskih družb, ne, ki so, mislim, za naše pojme izjemno velike in izjemno veliko izkušenj imajo s tem, ampak potem so jih sredi razpisa izločili, ne, češ da so taka evropska pravila, kar sploh ni držalo tedaj, in je pač Kolektor prišel do tega posla. Torej, bomo videli. Zdaj, seveda, ta teden se je udrl tudi strop v UKC-ju. Mislim, to je res presenetljivo. No? Zdaj smo tekom teh dogodkov zvedeli tudi, da pravzaprav tudi drugje pada iz teh stropov lahko prah, lahko na paciente, lahko v paciente, če je to operacijska dvorana. In seveda v UKC-ju so posnetki, da zdravniki hodijo s čeladami. Ne? Zdaj, mislim, to je pa res nekaj neverjetnega, kot da smo v rudniku. Ne? Zdaj poglejmo, kaj je povedal Jure Dolinar iz UKC-ja, zakaj se je to zgodilo. Gre za prostor, kjer je centralni prostor, kjer se je 24-urna linija laboratorijska. Prav v tistem delu je prišlo do povesa, vendar, kako je bilo rečeno, na cirka 300 kvadratnih metrih se je strop dejansko odpel in podkonstrukcija povesla. Tisti del statične nosilnosti je vzdržal. Problem je bil, da se je odpel se pravi spodnji del, kjer strop visi na teh statičnih palcah. V spodnjem delu je prišlo do razpiranja elementa in ko je en popustil, je zaradi same teže popustal še na večjih elementih. Ja, doktor Potočnik, torej gre za slabo upravljanje v zdravstvu. Namreč vi ste tudi na poslovni šoli v ZDA študirali upravljanje, ne? In zakaj gre to? Gre za slabe javne razpise, za korupcijo? Kaj je to? Jaz mislim, da se govori o slabem menedžmentu za nalašč. Zato, ker s tem lahko nastavijo svoje nove, boljše, ker niso nič boljši menedžeri. Ampak morate vedeti, da mi smo spet, jaz mislim, da glavni problem Slovenije je prevelika centralizacija moči, kot v Jugoslaviji. Mi še vedno imamo tako državo, kjer minister se odloča, kjer se vse te stvari dogajajo nekje visoko, daleč od zdravnikov, od medicinskih sester, od pacientov. Odločitve se sprejemajo daleč. In potem ti kot delavec v nekem sistemu nimaš nobenega vpliva. Ne moreš niti na kvaliteto stropa nad sabo vplivati. Ne? Tudi če si direktor bolnišnice, imaš zelo malo vpliva na plače ljudi, na storitve, ki ti jih plačuje ZZZS, sami se določajo cene. Skratka, tudi če si zelo dober menedžer, vse ti določa država. Ne? Tudi kaj delaš, za koga nastavlja ti svet zavoda, ki zelo veliko vpliva na te razpise. Tudi razpis za ta strop je delala država in ministrstvo. Ampak ne gre za menedžment, gre za to, da država uporablja vse te vzvode za to, da marsikdo biznisira. In to je nesprejemljivo. To se reši na decentralizacijo oziroma subsidiarnostjo, kar je stvar, jaz kot krščanski demokrat verjamem subsidiarnost, to se pravi, da se stvari rešujejo na najnižjem možnem nivoju, kjer je še učinkovito. Zakaj bi, če imava midva spor, zakaj bi šla na ustavno sodišče, lahko se najprej pogovoriva. In isto, zakaj bi država skrbela za vse te stvari, če to veliko boljše lahko naredi nek direktor neke bolnišnice ali pa v primeru manjših stvari nek predstojnik. Tukaj gledamo posledice tega, da o stvarih odločajo ljudje, ki ne čutijo posledic svojih dejanj. Torej, kolega Gliks, zakaj torej država, da se krade ali kaj? Preprosto povedano.
Ja, v javnem zdravstvu v Sloveniji se na leto obrne nekaj milijard evrov, ne? Ogromno tudi s takimi posli, torej gradbenimi, inženirskimi, ne samo z zdravili, z medicinsko opremo. In ja, tem, ki zdaj vpijajo, kako se ruši javno zdravstvo, če ne bo sprejet zdaj ta zakon, ne, novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, v bistvu jim je ta status quo po volji, ne, zaradi tega, ker se še naprej to na tak način lahko izvaja. Pričemer pa res vodstva bolnišnic imajo tukaj zelo omejene roke pri upravljanju, ne, tako da jim na nek način se jim onemogoča po bolj, bi rekel, tržnih merilih, pa ne tržna merila do pacientov, ne, ampak tržna merila upravljanja z denarjem. To se jim onemogoča. Torej, s tem novim zdravstvenim zakonom se ne bo rušil samo strop, ne, ali pa stene, ampak tudi cel sistem. Ta zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga sprejemajo, je katastrofa. Ne uporabljam besede katastrofa pogosto, ampak ta zakon je katastrofa. Vse, kar so v tem zakonu uporabljali, ni zato, da bi bilo zdravljenje boljše, pa da bi ljudje lažje prišli do zdravnika ali pa do zdravljenja. To je samo zato, da na vseh možnih točkah povečajo kontrolo nad sistemom, ki ga do zdaj niso mogli tako dobro obvladati. Mi zdravniki še vedno stavkamo. Čeprav ta stavka je na papirju, kar res ne pustim pacienta, da bo umrl, in na to ta vlada računa. Kar delajo je omejevanje mojega dela, ali pa dela tudi mojih sodelavcev, tudi medicinskih sester in podobno, ker so pogoji v državnem zdravstvu tako slabi, da odhajajo iz domov za ostarele, odhajajo iz zdravstvenih domov, iz bolnišnic, odhajajo ali v zasebništvo ali v tujino, ali pa preprosto zmanjšujejo, namesto da delajo 100 nadur, kot jih običajno mi delamo, naredijo samo toliko, kot je zakonska obveza, in potem nič drugega. S tem mi bi mogli naše zdravstvene delavce spodbujati, da bi več delali, ker nas je premalo. Zdravnikov je statistično premalo. Namesto, da bi nas spodbujali, samo kar ta vlada dela, je, da ubijajo možnosti dela drugod, zato da bi mi ostali brez možnosti in hodili nazaj v državne zavode delati. To ne deluje, posledice bomo pa žal videli, po moje, v naslednji vladi. Torej, doktor Potočnik, vi ste infektolog v bolnišnici Celje. Kako boste vi reagirali, če bo ta zakon sprejet? Mi smo taka stroka, da mi nismo zasebniki. Infektolog, ker smo mi akutna stroka, k meni pride pacient s pljučnico, sepso, ne more čakati 6 mesecev, 7, 8, da bi potem iz teh čakalnih dob nastala kakšna zasebna ambulanta, ne. To se pravi, da jaz moram ostati na urgenci pač tako dolgo, da ne obdelam tistih pacientov, ali pa na oddelek sprejet do maksimuma, zato da te paciente oskrbim. Mi nimamo, ampak ne gre za nas, ne gre za mene ali pa za našo stroko, gre za vse naše sodelavce, ki tvorijo zdravstveni sistem, zdravnike, medicinske sestre in tako dalje. In ti pa bodo odšli, imate oceno? Se pravi, ne toliko, da bodo odšli, ampak vsi zdaj delamo prekomerno. Delamo okrog 80-100 nadur v povprečju mesečno. Namesto, da jih bomo delali 100, jih bomo delali minimum, kar je treba. Že s tem se sistem sesuje. No, to je ena od teh škod, ki jo povzroča ta vlada, ampak prva pa je nastala, zdaj seveda tole je ugotovilo tudi sodišče, in sicer delovno in socialno sodišče v Ljubljani je ugotovilo, da je bila izredna odpoved nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija, gospoda Andreja Graha Votmava, nezakonita. Ne? In zdaj, lejte, vsi teli, ki torej nikogaršnji hlapci, bom ponovila, ker so si sami tako rekli, ne? In seveda njihovi levičarski pomočniki, recimo Goran Forbiči, nov svet RTV, skupaj delavci in Forbiči in vsi, so seveda potem izvajali čistke. Tem čistkam jaz osebno rečem lustracija, ne? Oni so rekli, da depolitizirajo, oni so v bistvu politizirali in so lustrirali en del zaposlenih, misleč, da pač so te zaposleni, ne vem kaj, janšisti ali kakorkoli, skratka zaposlenih, ki
se niso politično opredeljevali na levo, nezakonito so metali ljudi na cesto. Torej, lejte, kaj bo zdaj, kolega Gliks, kako vi gledate? Vi poznate tudi veliko novinarjev, ki so končali na cesti, zaradi Forbičija, zaradi Ksenije Horvat, direktorice. Kaj se bo zdaj zgodilo? Ne samo v prvi vrsti, ne zaradi teh, ki jih omenjate, ki so pač izvajalci, ampak v prvi vrsti zaradi koalicijske večine v državnem zboru, ki je sprejela tak zakon. Oni so torej sprejeli novelo zakona o RTV, oziroma zakon o RTV, ki je sredi mandatov obglavila vodstvene strukture na televiziji. Torej, to je eklatantno protiustaven akt, ne, da ti posežeš na ta način z zakonom neposredno in ukineš mandate. Ne. In potem, kaj se je zgodilo, recimo predsednik programskega sveta, gospod Gregorčič, je šel z ustavno pritožbo in še nekaj drugih. Ustavno sodišče je najprej zadržalo izvajanje tistega zakona, torej oni so ostali tam na položajih, sicer kot vedeji. Čez 3 mesece so pa spremenili odločitev in so to zadržanje odpravili. Torej, iz česar sledi, da mi nimamo ustavnega sodišča. Trenutno ga žal nimamo, imamo tam večino, ki ji lahko rečemo politikanti, in ta večina, se bojim, katerkoli zakon bo prišel pri njih, tudi če bo evidentno protiustaven, bodo oni pač to potrdili, ne bodo ugotovili te neustavnosti. Ne. Tako da tukaj je bil izvirni greh že pri državnem zboru in potem ustavnem sodišču, in potem so oni seveda izvedli to tako imenovano depolitizacijo, ki je dejansko, kot vidimo zdaj, ne vem od kdaj naprej, vi ste bili dolgo časa na RTV, ne vem, če je bila kdaj tako politizirana, kot je zdaj. Nikoli. Moram to povedati, da sem jaz osebno, mislim, da sem naredila 11 ali pa 12 oddaj o tem zakonu. Povedali smo, opozorili na vse možne napake, da se ukinja nadzorni odbor, RTV ima zgubo, ljudje so prisiljeni plačevati nek prispevek, televizija je popolnoma ideološko zaslepljena, ampak problem je ta, da ko je prišlo pa do referenduma, ne, je pa ta skupina teh levičarjev in aktivistov RTV-jevskih, nikogaršnjih hlapcev, imela road show po celi Sloveniji skupaj z Niko Kovač, ki smo zdaj ugotovili, da je pravzaprav vse skupaj financirala Amerika, USAID, oni so s temi ameriškimi sredstvi, pa mora biti tudi Soroševim denarjem, tako prepričali slovensko javnost, praktično so šli v vsako vas in razlagali, da gre za javno televizijo, ki zdaj sploh ni javna. Torej, kako je to možno, da je v bistvu uspel tudi tak rezultat referenduma? Ne nazadnje so nas blatili do vseh meja. Moram reči, da seveda Jadranko Rebernik je bila odgovorna urednica, Rajka Geriča, to so vse zmetali iz svojih položajev in da ne naštevam tudi drugih. Torej, kako je možno, da se je to zgodilo v Sloveniji? En glavni razlog je zato, ker se lahko. Ampak da so ljudje zaslepljeni, da res verjamejo, da to je pa zdaj ogroža javno televizijo, če ne vržejo direktorjev takoj zdajle. Ena stvar je medijski prostor, ne, ki je večinsko to res predstavljal na ta način, ne, da je pa zdaj javna televizija ugrabljena, ne, da so jo zasedli tako imenovani janšisti, je pa rekel gospod Marcel Štefančič, ne, ki ne bi zaradi svoje torej politične agende, zaradi svoje propagande, torej to, kaj on izvaja na javni televiziji, ni novinarstvo, to je navadna agitacija, to je politikanstvo in ne bi smel imeti vstopa v to hišo kot novinar, kot voditelj. To v bistvu so izvedli, ker je ta širši medijski prostor ljudem tako predstavljajo zadeve. Moramo pa se tudi vprašati, kje je pa tukaj odgovornost ljudi, ne? Mi pogosto uperjamo prst v oblast, češ poglejte, kaj počnejo, ne? Ampak nekdo izvoli to oblast, ne?
Nekdo vedno znova nasede na tako imenovane nove obraze. Ne. Tukaj je tudi odgovornost celotne nacije. Ne moremo reči, zdaj se delati, to je pa kar od nekje padlo, ne, nam oblast nam kar od nekje pade. Tukaj je tudi odgovornost ljudi, koliko so angažirani, koliko jih sploh zanima politika, koliko razumejo, da to neposredno vpliva na njihovo življenje, njihovo stanje. No in tudi ne samo to, tudi prek socialnih medij imeli so te nikogaršnji hlapci svojo platformo na televiziji, v kateri so anonimno blatili kolege, direktorja. Torej, jaz kaj takega še nisem videla, da bi lahko direktorja blatil neprestano, anonimno objavljal vse sklepe, take in drugačne, in za nameček so potem, ko so seveda vse zmetali na cesto in zamenjali to televizijsko vodstvo, je potem društvo novinarjev nagradilo. Takrat smo šele videli, kdo so bili zdaj te izvajalci, ki so smetili po tem družbenem omrežju in blatili, ker potem so dobili pa še nagrado. Ja, mislim, to je pa res škandalozno za Slovenijo. No? Kako vi kot novinar to komentirate? Žal je posebej na RTV Slovenija veliko ljudi, ki niso novinari, čeprav se tako predstavljajo, dejansko so aktivisti. Ne. In na ta način, kot ste zdaj povedali, da so anonimno blatili ali svoje kolege novinarje ali vodstvo, ne, veliko pove pač o njih, ampak dogaja se pa tudi, da sploh ne blatijo anonimno, ampak z imenom in priimkom po družbenih omrežjih. Na to sem jaz že večkrat opozoril vodstvo RTV, tudi prejšnje, da enostavno je to nesprejemljivo. Ne. Si predstavljate na neki komercialni televiziji, da en novinar po družbenem omrežju blati drugega, svojega kolega. Ne vem, kako dolgo bi bil on še v tisti medijski hiši. Tukaj se pa vse to dovoli, čeprav obstajajo interni akti, da mora novinar ravnati tudi zunaj svojega dela, torej z integriteto, da ne sme škoditi RTV, kar je to evidentno je škodenje, pa se ne zgodi nič. Ne. No, ampak glejte, zadnje vprašanje v zvezi s to zgodbo. Zdaj nekdanji direktor Andrej Grah Whatmough zahteva odškodnine 140 000 evrov. Zdaj, kdo bo zdaj to plačal? Kdo bo kriv? Kaj je zdaj s tem? Pa ne bomo zdaj spet mi z neko povišano naročnino plačevali vsega tega? Mislim, da smo v preteklosti nekaj morali že Nataši veliko denarja plačati. 70 000 polovičko tega, ne? Ja. Kako je s tem? Bomo to še plačevali? Kaj vi mislite? Jaz bi, ob tem pogovoru sem se še nečesa spomnil, sicer mislim, da je tudi pomembno povedati, da se veliko pogovarjamo o desni, levi, kot da smo vsi podobni, ki samo drugače razmišljamo. In ko smo na oblasti, da nekako smo vsi isti. To se tudi veliko krat vsi so isti. To je vedno treba poslušati, kdo reče vsi so isti. Ne? Ker očitno je nekdo, ki je zelo nepriden, in se hoče obesiti na tiste. To se pravi, da smo vsi podobni, ker v medijih skrajna levica ne zna živeti v pluralnosti. Tudi vidite to kontrolo v tem zakonu o zdravstveni dejavnosti. Država ne tolerira konkurence. Zakaj? Zato, ker kar ponuja država je za nič. Skrajna levica kar ponuja je za nič. In ljudje izbirajo drugo. In zato, da ljudje ne bi izbirali drugega in te izbire nekako krčijo. To vidimo v medijskem prostoru, kako si želijo totalitarnosti. Torej, nič drugih. Samo naši, tudi na take brutalne načine. Tudi smo videli, kako se je premier odzival na vprašanja, ki niso bila prijetna. Če ni 100% pod kontrolo, vam padajo. In to videvamo na večjih slojih oziroma v večjih aspektih življenja. Kako netolerantna, kako brutalno netolerantna je levica. Saj, Kordiš je rekel, z bajoneti v morje. To se pravi, ne da imajo drugačno mnenje. Ne. Kdor ne misli kot jaz, gre v morje. Včasih se v jame. To je isto razmišljanje, samo danes malo bolj potihem. Si pomislim, da marsikdo bi pa želel kaj več narediti. In ta zgodba, ki jo zdaj govorite, ima seveda že brado pri nas v tej demokratični Sloveniji. Namreč tudi Danilo Türk, nekdanji predsednik, je o razkritju množičnega grobišča v Hudi jami, takrat, ko se je to zgodilo, dejal, da gre za drugorazredno temo
In zdaj zakaj imamo sliko doktorja Tirka tu v tem tednu? Ker je pač postal častni meščan mesta Ljubljane. Komentar. Meni bi bilo nerodno, če bi bil Ljubljančan. Moram reči, da v tem primeru na srečo nisem. Je pa tudi res, da Ljubljana je naredila, ali pa Ljubljančani so naredili s tem županom marsikater korak, ki bi neko normalno evropsko mesto pogledalo po strani. Izjava bivšega predsednika Türka je popolnoma nesprejemljiva. Odnos, ki ga je imel do povojnih pomorov, oziroma do dela naroda, do polovice naroda, ki je tako ali drugače prizadet zaradi tega, je absolutno nesprejemljiv. To ni bil predsednik vseh, to je bil, spet govorimo o tej nadutosti, ki smo jo videvali že prej pri kom drugem. Z grenkobo se spominjam njegovega predsedovanja in sem vesel, da je daleč v preteklosti. Tako kot je v Gorici, ki je že Mussolini častni meščan, ali pa kot je Tito častni meščan, vse te stvari bo zgodovina popravila. Mislim, da bo tudi to imenovanje nekoč popravljeno. Ampak to je tako norčevanje iz ljudi, kot je recimo norčevanje, da na Veliki petek slišimo za obsodbo Janeza Janše. Vsaj danes bi lahko dal mir. Danes tudi cerkveni zvonovi ne zvonijo. Tukaj bi pripomnil v zvezi s tem imenovanjem Danila Tirka za častnega občana meščana Ljubljane. Ja. Mislim, da je bila razlaga z občine, da on nekako pooseblja te plemenite vrednote Ljubljane, in zato si to zasluži. Tukaj mislim, da so točno zadeli. On pooseblja te vrednote Ljubljane, sedanje ljubljanske oblasti. Torej ne pozabimo, da je Zoran Janković tisti, ki onemogoča dostojen pokop teh žrtev, več kot 3000 žrtev povojnega poboja, ki so bili umorjeni v Breznu pod Macesnovo Gorico. In to dejansko te vrednote, ki jih poosebljata gospod Janković in gospod Tirk, so barbarstvo. Ja. Torej to, kar je rekel gospod Tirk, in s tem odnosom je barbarstvo, in to, kar počne zdaj Janković, da preprečuje en dostojen pokop, to je že več tisočletij, je to eden od temeljev civilizacije, dostojnost človeka, da ga pokoplješ, ni važno zdaj, na kateri strani je bil, ni važno celo, če je kdo bil zločinec, vsak samo s tem, ker je človek, si zasluži dostojen pokop. No, o tej temi bomo še nekaj rekli, ker so tudi drugi ta teden govorili, pa pojdimo zdaj za sekundo na bolj zanimive in smešne teme. Recimo Tina Gaber, spremljevalka Roberta Goloba, je delila nasvete upokojencem. 10 drznih nasvetov za upokojence, kako živeti bolj zdravo, kako prihraniti denar in kako se počutiti fantastično. Prvi nasvet. Pokojite meso, rdeče meso in mleko, maslo, jajca, olje, belo moko. Saj zmanjšati. Zato, ker to niso osnovna živila, to so fosilna, kvazi-industrijska razvada. Vaše zdravje ni smetišče za farmacevtske presežke. Manj živalskih izdelkov, bele moke, olj pomeni več denarja v žepu, manj bolezni, manj zdravil, manj trpljenja. Drugi. Kuhajte poceni, a jejte kot kralj. Stročnice, žita, zelenjava, sadje, oreški, semena, to so najbolj hranljiva hrana, je tudi najcenejša. Ta živila vas bodo nahranila za drobiž, brez zamašenih žil, brez kolesterola, cukra in brez pritiska. Pa še dobro so. Tretji. Ne jejte za otroke, vnuke, tradicijo, jejte za sebe. Ni vam treba jesti, kar ste jedli zadnjih 50 let, če vam to škoduje. Ne postanite žrtev babičnega sindroma, samo da so otroci siti, ali pa kako smo mi gor zrasli, medtem ko trpite za bolečinami v sklepu in visokim pritiskom. Četrti. Očistite kuhinjo in svoje življenje. Čas je za revolucijo v vaši shrambi. Strupeni sladkorji, bela moka, salame, rastlinska olja, rdeče meso niso prijatelji vaših žil. Čim manj embalaže, čim več prave hrane, iz vera, njiv, dreves. Peti.
Hoja ni dovolj, uporabljajte telo. Dvigovanje vrečk ni telovadba. Telovadite, počepajte, hodite, kolesarite, se raztegujte. Vaše telo ni narejeno za sedenje. Če ne uporabljate mišice, jih izgubite. 6. Krhke kosti. Kdo vam je rekel, da je mleko rešitev? Rastlinska prehrana je bogata s kalcijem, ne le iz kravjega vimena. Sezam, tofu, ohrovt, mandlji, stročnice. Kosti močnejše, brez nasičenih maščob in brez steroidnih hormonov. 7. Lahko živite brez zdravil, če spremenite način življenja. Zdravila za holesterol, visok pritisk in sladkor le blažijo simptome, ne naslavljajo vzrokov. 8. Vse obroke znotraj 10 ur naj postane vaša nova navada. Ne govorimo o stradanju, ampak o tem, da se prehranjujete le od jutra do poznega popoldneva. Intervalni post 10-14 lahko pomaga telesu pri obnovi, zmanjšanju vnetij in izgubi maščobe brez trpljenja. 9. Družite se, a ne ob mastni hrani, sladkarijah in alkoholu. Socialni stiki so ključni za dolgo življenje, vendar naj se vrti okoli gibanja, pogovorov in skupnih aktivnosti, ne okoli mastanja, pečenke, sladkarij in popivanja. Pa še zadnji, 10. Zavrnite vlogo ubogega upokojenca. Ne čakajte na zdravnike, farmacijo ali pa države, da vam popravlja življenje. Vi ste šef svojega zdravja. Naj bo vaša upokojitev začetek najbolj zdravega in norega obdobja vašega življenja. No, torej, preden preidemo na zdravniški komentar, zdaj meni se zdi tole res eno zelo, zelo perfidno navajanje upokojencev na to, kar nas čaka. Namreč pokojnine so vse nižje, denarja za meso itak ne bo, a ne? Bog ne daj za kakšen kos potice, zdaj ko je ravno velika noč, tudi ta video, da pride ravno za veliko noč, ko so naše mize obložene, je tudi malce nesramno tempiran. Potem zdravila, Bog ne daj zdravil, sej tako ne bomo prišli do zdravnika, a ne? Hodite peš, itak, sej kdo pa ima sploh še za bencin, a ne? Skratka, vse tole je mečkan z enim podtonom, pa ne jamrejte, ne, Bog ne daj, da bi se kaj pritoževali, ker to je zdaj perfektno, kar imate, ne? Kako vi komentirate to perfidnost tega sporočila? Meni se je skoraj zdelo, kot da gledam nek science fiction film. To se mi zdi pa totalno noro, kar sem tukaj videla. Morda je pa sporočilo tega izvajanja, ne? Tukaj smo imeli primer izvajanja očitno dveh primarjev, gospe Tine Gaber in nekega veganskega aktivista. Morda je pa sporočilo, da sicer, ja, veste, sej zdravstva itak ne bomo imeli, ne, tako da boste morali poskrbeti sami zase, bi opozoril na škodljivost takih sporočil, ne. Sej gospod Potočnik bo več vedel o tem kot zdravnik, ampak oglasila se je tudi gospa Kozjek-Rotovnik iz Onkološkega inštituta v Ljubljani in je rekla, da so to izredno škodljiva sporočila za upokojence in je poudarila, ona je strokovnjakinja za klinično prehrano in je opozorila, da meso, mleko, jajca, da tega ne moremo nadomestiti s semeni, samo z rastlinami, z, ne vem, takimi hranili, ne? In da to čist strokovnega vidika ne gre. In da se partnerka predsednika vlade, ne, ki ima nek vpliv, spušča na tako raven, v bistvu škodljivo raven za upokojence ali pa nasploh za populacijo, je seveda nekaj nesprejemljivega. Pa se je rekel nek poslanec, da se meša v vse kot vegeta, ne? Dobro, gospod Potočnik, doktor Potočnik, izvolite komentirati tole, kar smo slišali. Mene moti to pokroviteljstvo. Kot da nas imajo za idiote. Kot da upokojenec ne ve, da je telovadba dobra. Ne? Jaz bi nekaj drugega tukaj rekel. Te filmčki, to oglaševanje partnerke predsednika vlade, jaz mislim, da ni naključno, da se dogaja v tednu, ko je izbruhnila praktično njegova največja ali pa ena največjih afer, ki bi ga v vsaki normalni državi odnesel. In mislim, da ljudje morajo vedeti, da vsakič, ko se oglašajo te smešne ali pa take stvari, je z namenom zakrivanja tega, kar bi morali mi biti pozorni. To se pravi, ko jaz vidim nekaj take, kaj hočejo skriti in iščem, kaj se v ozadju dogaja, kaj hočejo s tem zakriti. Jaz mislim, da kar moramo mi kot državljani narediti, ignorirati. Naj nima nobenega, če kdo sledi Tini Gaber, naj odsledi. Če kdo sledi predsednik vlade, naj odsledi. Ignorirati je treba stvari, ki nam zakrivajo pogled
v to, kako država stoji. Trenutno država stoji slabo, si mi ne smemo kot državljani privoščiti, da svojega nadzora ne opravljamo, zato ker smo zasedeni z gledanjem butastih filmčkov in sporočil. Mimo grede vsebine, ne verjeti te vsebini, dr. Kozika Rokotovnik je lepo povedala, ignorirati. No, seveda je pa svojo medijsko podobo ta teden na nek način popravljala, kozmetično popravljala tudi predsednica Državnega zbora. Namreč Bor Zuljan, glasbenik, je zdaj javno objavil, da dejansko, da sta ona dva par. Ne? Torej, kolega Gliks, kot novinar, kaj se zdaj dogaja? Prej sta molčala, zdaj, kaj se sploh dogaja v tej zgodbi? Pred dobrim mesecem dni je to zgodbo, mislim, da je prvi pripeljal v javnost Požar Report. In kot pogosto pri podobnih zgodbah so bili mediji tiho, praktično vsi večji mediji so bili tiho. Potem pa kar čez en mesec, ko očitno sta ona dva, pač predsednica Državnega zbora in njen novi partner ocenila, da nima smisla več to skrivati, ne? So bili pa kar naenkrat mediji polni te romance, te velike ljubezni. Ona je bila predstavljena kot malo da ne kot svetnica. Je pa nekaj, tukaj ni stvar zdaj, da je predsednica Državnega zbora z enim kitaristom v zvezi, ne? Ampak nekaj drugih stvari je tukaj vprašljivih. Prvo je, ona rada nastopa kot moralna avtoriteta, ne? Ona pamet soli vsem, tudi poslancem. Tukaj je pa primer, ko v bistvu se je zapletla v zvezo z moškim, ki je še vedno poročen. In tudi ta zveza je izredno prizadela tudi njegovo hčerko, polnoletno hčerko. O čemer je hčerka sama pisala. Ki je napisala na Facebooku, kako, na kakšen način da on laže, na kakšen način se obnaša do njene mame, torej do svoje žene. In to s tem se gospa Klakočar Zupančič očitno nič ne ukvarja, ampak se je spet postavila v vlogo žrtev. Ona je Boga, njo napadajo. Pa še ena zadeva je tukaj poslovna, ne? Posledica te zveze je tudi njegovo poslovno sodelovanje s stranko Gibanja Svobode. On pač dela zdaj neke video posnetke od vodilnih v Gibanju Svoboda, neke propagandne posnetke in menda da dobi za to 3000 evrov na mesec, v stranki to prikrivajo. Vse stranke se pa financirajo v velikem delu iz pač proračuna, državnega denarja. To pomeni, na nek način posredno davkoplačevalci financiramo tega njenega ljubimca. Ne? Vaš komentar, gospod Potočnik? Saj ne vem, če ga imam. Meni se zdi tako podlo, to obnašanje predsednice Državnega zbora, mislim, da ni niti od moralne avtoritete, kljub poskusom njenih. Jaz mislim, da si kot državljani zaslužimo več, zato pa moramo to pokazati na volitvah. Da ne pridejo na oblast ljudje, ki se ne znajo obnašati na oblasti, ki se obnašajo, kako je že na začetku plesala po rdeči preprogi. Zadnjico je kazala Slovenski vojski, častni četi. Pa dvigala je krilo v parlamentu. Dobro. Ampak ona ve, ne? Mi kot država se še vedno postavljamo. To je stvar ene ali dve generacije, da postavljamo državo. In taki zdrsi so nevarni za dolgoročno stabilnost ali moralno stabilnost nekega naroda ali pa neke stabilnosti institucij. Gospa ruši institucijo, ki jo dela. Logično, ona ne zna tega. Ona je prišla iz kleti sodne palače, kamor so jo lastni kolegi dali na zemljiško knjigo. Ona je zdaj prišla kot ena reivindikacija sebe, ona je pa zdaj zmagala. Ampak tako se ne dela. Ona tega ne razume. Upam, da bojo pa ljudje to razumeli, zato da ji ne bodo dali priložnosti, da spet pride na to mesto. Kaj dela s svojim spolnim življenjem, je vseeno, dokler to ne vpliva na delo parlamenta ali pa demokracije, žal pa, kot smo slišali, očitno vpliva. No, veliko upa seveda mnogi polagajo tudi na mlade, da bodo vendarle mladi volili drugače. No, Zala Klopčič, ki je nedavno ustanovila novo društvo Nova smer, se imenuje, je takole spregovorila v intervjuju.
Ja, mladi so res zelo pasivni, kar se tiče politike. Glih včeraj sem imela eno predavanje s Katjo Ujčič in je ona pripravila celo raziskavo iz evropskih volitev, torej za 2024, ki jo je naredil Eurobarometer. In tam piše, da Slovenija ima najnižji procent mladih, ki se udejstvujejo v politiki, samo 5%, medtem ko v Luksemburgu, recimo, ki je tudi izjemno mehna država, je 17% mladih udeleženih v politiko. In se mi zdi pa, da mladi tudi ne zaupajo politiki zaradi tega, ker enostavno imajo dosti razlogov za to. Naprimer, če samo pogledamo nekaj primerov. V vladni pisarni je na začetku mandata Golobove vlade poleg Tine Gaber, ki je že samo sporno po sebi, da sedi tam Tina Gaber, sedel tudi njen pes. Ne? Na stolu v vladni pisarni sedijo Tina Gaber pes. Potem Urška Klakočar Zupančič je imela boksersko tekmo v parlamentu. In ko mladi to vidijo, vsaj jaz iz svojega zornega kota gledam, ok, to je nek resničnostni šov, oni očitno nič ne delajo, malo se zabavajo in to ne bi bila torej naša politika. Torej je nekaj resnice, ne, kolega Gliks, na tem, kar je povedala gospa Klopčič. Ja, mladi se gotovo premalo zanimajo za politiko, ne, ker to, kaj se zdaj dogaja v politiki, bo vplivalo, oziroma že vpliva na njihova življenja, pa še bo vplivalo, recimo to, ko govorimo zdaj o stanovanjski politiki, ne, o pokojninski reformi, o trgu dela. Vse to so teme, ki se dotikajo mladih, ne. Tukaj je veliko bolj aktivna ta leva scena, ne? Naprimer Nika Kovač s svojim inštitutom 8. marec, ki je na veliko promoviran v javnosti in prikazuje, neko zasebno društvo se prikazuje skoraj kot velik državni organ, tako da je za pozdraviti tudi drugačna, torej tudi društva ali pa gibanja, ki imajo drugačen predznak, ne, in predstavljajo mladim tudi z druge strani ali pa jim predstavljajo resnične probleme. Torej, naprimer, Nika Kovač se veliko ukvarja s pravico do splava, ne, in ne ukvarja se pa z tem, kako bi pomagali družinam, kako bi pomagali materam, ne, da bi lažje, to ni njena tema, se ona ni mama. Ampak 8. marec naj bi bil za ženske, ne? Torej ne samo za tiste, ki bi rade opravile splav, ampak za vse ženske, torej tudi za matere, ampak to njih ne zanima, ne? Tam je čista politična agenda, tako da, ja, to mislim, da je za pozdraviti take pobude. No, lejte, ženske, ki opravljajo splav, so že matere. Ja. Torej, takole, gospod Potočnik, vas vprašam, vi ste bili tudi predsednik podmladka Nove Slovenije. Zdaj, gospa Zala Klopčič je v tem intervjuju, ki je bil daljši, seveda omenila, in to je bilo omenjeno, da so njo tudi vabili v politiko, ampak da se je ona odločila, da bo za začetek naredila to društvo in je primerjala to svojo novo smer prav z inštitutom 8. marec. Na nek način ga je vzela za zgled, in seveda, da bi ravno tako delovala na področju civilne družbe, ne pa v sami politiki. A mislite, da je to dobra odločitev? To pravzaprav prepuščam njej, ali bo uspešna ali ne. Na levi je to znan modus operandi. Dobijo denar od davkoplačevalcev, ali to od naših ali pa od ameriških, in potem s tem denarjem oni se preživljajo in imajo čas delati stvari, ki smo jih mi delali po službi ali pa po študiju ali pa med vikendi. Njim je pa to služba, ne vladna organizacija. Njim je pa to služba. Ja. Tisto, kar sem jaz moral popoldne ali pa zvečer delati ali pa čez vikend, so oni plačani za to. Ampak jaz ne vem, če je rešitev v tem, da kopiramo en sistem parazitiranja na državnih jaslih. Ne? Mi moramo, če smo mi boljši, mi bomo ob svojih dobrih službah, ob svojem študiju zmogli še to, pa še premagali jih bomo, zato ker imamo boljše ideje. Ne zato, ker imamo več časa za razmišljati, kakšno akcijo bomo imeli. Ne? Jaz mislim, da je tukaj ne gre za pasivnost, gre na eno pomanjkanje poguma v narodu. Če se gospodarstveniki ne premaknejo, če se zdravniki ne premaknejo, pa smo sredi stavke, pa kje pa slišite, par zdravnikov nas je, ki se oglašamo, pa zelo malo, no? Kje so pa mladi, jih ni. Mislijo, da se jih stvar ne tiče, pa bi se jih morali. Če smo tako centralizirana država, seveda, če si nizko spodaj, tega ne čutiš. In drugi problem je, mislim, da je pomanjkanje različnosti
v ponudbi političnih strank ali pa političnih smeri. Mi imamo v Sloveniji desne in leve socialiste. In mi je žal, sem ponosen krščanski demokrat, pa vendar, ko pride desna ali leva vlada na oblast, vsi govorijo o stanovanjski politiki mladih, da je treba stanovanja graditi. Prosim lepo, zakaj država gradi stanovanja? Smo še vedno v Sovjetski zvezi. Jaz bom gradil svoje stanovanje, samo znižajte davke, da si bom jaz izbral, ki ga bom gradil, s kom ga bom gradil, za koliko denarja, in bom skozi te odločitve rastel tudi kot državljan. Nam to manjka, mi ne rastemo kot državljani, zato ker nam država vse dela in te mladi mi navajamo na to, da vlada ti bo dala službo, vlada ti bo dala stanovanje, vlada ti bo dala to in tudi vlada ti bo vzela. To je Luka Mesec lepo, takrat, če si dober, ti bo nekaj dal, če pa nisi dosti dober, ti bo pa nek dodatek vzel in postanemo mi sužni državi in smo nazaj v Jugoslaviji. Z desnimi pa levimi vladami. Ampak kaj, mi nismo šolali teh mladih. Jaz sem krvavel, da smo v našem pomladku pripeljali ljudi iz tujine. Nekajkrat so bili tudi člani drugih pomladkov na naših izobraževanjih, zato ker smo hoteli, da iz nas neki rata ne samo odvisnikov od državnih jasli, ampak močni posamezniki z dobrimi idejami, ki ne bodo odvisni od dobre volje vlade, zato da nekaj dejansko izpeljejo. No, in to, da se še nismo poslovili od nekdanjega komunističnega sistema, pričata dva dogodka ta teden. Najprej bi izpostavila na Slovenski škofovski konferenci oziroma v galeriji družine so predstavniki verskih skupnosti, 7 verskih skupnosti, predstavili neko izjavo za javnost in se opredelili, da je pravzaprav diskriminacija, v Sloveniji velja diskriminacija tistih, ki ne morejo pri pokopu uveljaviti pokopa celega telesa kot celote, ki so na nek način prisiljeni v kremiranje. Ker nekatera pokopališča v Sloveniji se lahko se zdi tema nenavadna, ampak vendar je resnična in so predstavniki tudi muslimanske, Nezved Porič in evangeličanske in vseh drugih verskih skupnosti podpisali to skupno izjavo. In druga zgodba z tega vidika pa je pravzaprav pravica do groba, tako so tudi ti gospodje imenovali to svojo izjavo, ampak to je šlo bolj za pravico do načina pokopa. Pravica do groba, to je bil pa posvet v državnem svetu, kjer so pravzaprav tudi vsi udeleženci, tale slika ni ravno z tistega posveta, moram povedati, ampak je neka splošna slika državnega sveta, so opozorili, da nimo Anton Gnidovec, Matija Ogrin, pa potem vsi tudi zgodovinarji, Ferenc in tako naprej, vsi, ki jih poznamo, da praktično, to kot ste že vi prej, kolega Glik, so opozorili, je ta pravica do groba v Sloveniji kršena, predvsem pri teh pobitih, ki so jih pobili, ki jih je ta Titov režim, komunistični režim, brez sodbe pobil pravzaprav od maja do junija in potem še vse naprej, ampak glavnino in ležijo po 700 moriščih po vsej Sloveniji. Torej, kaj naj zdaj s tem? Kdaj bomo mi rešili te probleme, ki jih imamo pravzaprav tudi na tej ravni pravice do načina pokopa, do smrti? Ja, to nisem vedel, da je to taka težava, torej da se v mnogih krajih sploh ljudje ne morejo odločiti za pokop v krsti, ker te možnosti sploh nimajo. Ampak vem, da so pač ti pokopi v žarah vse bolj pogosti, ampak očitno tudi zaradi tega, ker ljudje niti nimajo druge možnosti. Ja, so v nasprotju z versko doktrino, ne? Ja, čeprav mislim, da tudi cerkev načeloma zdaj ne nasprotuje temu, ampak vsekakor bi pa morali imeti ljudje možnost izbire. Glede tega nepokopa posmrtnih ostankov pobitih po drugi svetovni vojni, pa nas to dejansko dela za državo, ki ne sodi v civilizacijski okvir, ker to, da ti pokoplješ ljudi, je neka osnova civilizacije, osnova, torej s tem izkažeš dostojanstvo človeku, pač priznaš dostojanstvo. Torej, dostojanstvo je to, kar ima človek ne samo, ko je živ, ampak tudi, ko je umrl. To je ena
pravica, ki ne velja samo za žive. In to, če nekdo iz tujine to gleda, ne, mislim, da so se tudi v Evropskem parlamentu čudili, kako je sploh mogoče, da imamo mi še vedno tisoče in tisoče, 10 000 žrtev povojnih pobojev, ki še vedno ležijo po raznih breznih. V rudniku Hudojama so jih izkopali od tam in tam je bilo več kot 1400 okosti. Ne? In je to nekaj grozljivega. To so ženske pa otroci, ja, to niso neke vojaške formacije. Ampak tudi vojaki, če so, ne glede na to, ujetniki, ne? Torej neoboroženi ujetniki, pa tudi civili. In v bistvu to, ne vem, velikemu delu Slovencev se žal to ne zdi res prvorazredna tema. Žal ne. Torej posebej tistim, ki so bili recimo na partizanski strani, ne? Ali pa oziroma njihovi predniki. Ne? In si potem mislijo, pa, če si že ne mislijo, vse je prav, da so jih, ne? Si pa saj mislijo, pa dobro, kaj nas to briga, to so neke kosti, kaj je to. Ampak ne pogleda se pa ta kontekst. Ne? Mi praktično hodimo, ne, lahko rečemo, po kosteh. Ne. Torej, če malce sarkastično rečem, gremo po gobe, pa najdemo človeško lobanjo. Mislim, to je bilo res zelo sarkastično. Ampak povejte mi, dr. Federico Potočnik, vi prihajate iz Argentine. Kako pa vi gledate na te zadeve? Prva stvar je to, kar se v Sloveniji, kar dopuščamo, da se dogaja, je nesprejemljivo v katerikoli normalni državi. Ne? Jaz bi mogoče tukaj dodal, da dostojanstva ne bo dodalo nek pokop ali pa neko ravnanje katerikoli oblasti. To dostojanstvo teh pomorjenih je nedotakljivo in ga imajo kot častni člani pomorjene Slovenske narodne vojske. Tukaj ni nobenega dvoma, da ti ljudje tudi bodo nekoč pokopani. Jaz, kot mogoče medklic, sva nekoč imela en intervju z Janezom Stanovnikom in mi je sam povedal, ko sva se o teh stvareh pogovarjali, je rekel, da kolaboracije ni bilo, da je šlo za samo obrambo. To so bile njegove besede. To je meni bilo epohalno. Ne to, ker jaz vem, kaj se dogaja, ampak da je on to priznal. Jaz mislim, da je to nam daje upanje, a ne, da se bodo stvari spremenili, da vedo, kaj je prav, pa kaj je narobe, samo ravnajo narobe. In jaz bi želel, da ljudje, ki doma gledajo, pa ki imajo sorodnike, ki so mogoče že starejši, ki se počasi poslavljajo od življenja, da vedo, da ta spomenik v Ljubljani na Žalah bo ne danes, ne jutri, mogoče bo župan Ljubljane trenutno že takrat v zaporu, bomo videli. Ampak ta spomenik bo in jaz želim, da ljudje imajo to upanje, da nas je dovolj, ki bomo se naprej borili za to, da dobre stvari in da resnične stvari v Sloveniji slej ko prej prevladajo. No, s tem bomo seveda naredili piko, torej, ker je pač veliki petek, smo se lotili tudi teh tem, ki mogoče na videz niso tako prijazne. Se pa vama, kolega Nenad Gliks in pa dr. Federico Potočnik, najlepše zahvaljujem za tale obisk in te komentarje in vama in vsem vam, ki nas spremljate, želim in voščim blagoslovljene velikonočne praznike. Nasvidenje.